Danes v Pomurskem dnevniku termalna voda v Pomurju. Svetovni dan srca. Mura jutri gostuje v Ljubljani. Cepljenje proti steklini. Vreme jutri pretežno oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Meritve termalne vode v Pomurju kažejo, da se je gladina podzemnega termalnega bazena od leta 2016, ko so bile podeljene koncesije za rabo vode, zniževala na vseh vrtinah. Letos pa se hitrost zniževanja gladine umirja. Večina uporabnikov geotermalne vode v Pomurju leži ob nižjih vodotokih, zato ne morejo doseči predpisanih izračunanih mejnih letnih vrednosti. Medtem ko sosedje odpirajo hidroelektrarne na geotermalno vodo, bomo v Sloveniji morali zapirati podjetja, če ne bo prišlo do sprememb. Le malo kdo ve, da v isti termalni vodi kot v Pomurju plavajo tudi na Madžarskem. Z virom termalne vode morata zato obe strani ravnati gospodarno in preudarno. In tista voda, ki je v Murski Soboti na 1000 metrov, je tam na 1500, 1600, zato je tudi temperatura višja. In seveda ta depresija, ker voda teče tudi tja, je seveda v takšni obliki, da če bomo mi lahko štedimo in ne vem kako delamo, bo najprej nam zmanjkalo, pa potem onim. Meritve geološkega zavoda sicer kažejo, da v Pomurju od leta 2016 upadajo tlaki in gladina termalne vode, a v zadnjem letu se je to umirilo. V bistvu merimo v severovzhodni Sloveniji približno 5 vrtin. S 5 vrtinami se je to začelo leta 2009, od tega sta bili 2 opazovalni pa 3 črpalne vrtine. Ko meritve v opazovalnih, kakor v črpalnih vrtinah kažejo, oziroma so do letošnjega leta kazali stalen in statistično začelen trend zniževanja gladin. Nekje konc lanskega, začetek letošnjega leta se je pa vsaj na nekaterih vrtinah začel ta hitrost zniževanja gladine spreminjati. Tako da v bistvu očitno so vsaj nekatere lokacije začele bolj energetsko učinkovito rabiti vode, zato je pač načrpajo nekoliko manj kot prej. Le okoli 30% vse načrpane termalne vode v Pomurju gre v bazene, ostalih 70% jo uporabijo za ogrevanje. V podjetju Paradajz, kjer imajo urejene izpuste in okoljevarstveno dovoljenje za 25 let, upada pritiska ali gladine na svoji vrtini ne opažajo. Mi trenutno trošimo tam nekje okrog četrtine tistega, kar bi lahko pri naši vrtini črpali. Se pravi, že sedaj delamo z vrtino zelo na dolgi rok in že sedaj je naša vrtina lahko brez težav rečemo 100% obnovljiv vir energije. Vračanje načrpane vode v gladino bi pomagalo pri vzdrževanju gladine termalne vode, a stroški izgradnje tovrstnih vrtin so vrtoglavi. Formula, na podlagi katere se izračunava letni emisijski delež oddane toplote, pa je neuporabna, opozarja Grah. Prihaja lahko do tega, da nam prepovejo rabo uporabe geotermalne energije, torej vode. To pa ve, kaj pomeni za Pomursko in za vse te uporabnike, torej zapiranje teh podjetij in seveda izguba delovnih mest. Medtem pa države, kot so Madžarska, Bolgarija in Slovaška, istih pravil v geotermiji ne spoštujejo. Poleg tega Slovenija pobere za 1 milijon koncesnin letno, kar je po mnenju gospodarstva za enega izmed obnovljivih virov energije precej. V primeru reinjekcij geotermalna energija v tem primeru ni več konkurenčna ostalim energijam. Zakaj? Zato, ker ostale energije, kot so sončna, vetrna, tudi lesna biomasa, v končni fazi tudi plin kot plinska kogeneracija, so spodbujane in za njih obstaja sistem obratovalnih podpor. Edino geotermija je dejansko tista energija, ki je v Sloveniji, ne vemo zakaj, izvzeta iz tega. A v Pomurju menijo, da so na ključni točki preboja. Država že govori o tako imenovani toplotni podpori tudi za geotermalno energijo, kar bi rešilo težavo reinjekcij. Na potezi je vlada. V zdravilišču Radenci vsako leto ob Svetovnem dnevu srca pripravijo številne aktivnosti za hotelske goste, zaposlene in obiskovalce. Več o petkovem dogajanju nam bo povedala Vesna Mavčec, direktorica hotelov v zdravilišču Radenci. Pozdravljeni. Lep dober dan želim. Torej, v petek zdaj že tradicionalno pravzaprav prireditev ob Svetovnem dnevu srca. Kaj pripravljate, katere dogodke bi mogoče posebej izpostavili?
Ja, Zdravilišče Radenci se ponaša z več kot 135-letno tradicijo zdravljenja srčno-žilnih bolezni in v ta namen bomo v petek, 27. septembra, obeležili Svetovni dan srca, ki ga sicer slavimo 29.9., ampak ob Svetovnem dnevu turizma, ki je pa 27.9., smo rekli, da bomo ponovno Zdravilišče Radenci dali na ogled vsem obiskovalcem in pripravili številne aktivnosti tako za hotelske goste, kot tudi za obiskovalce. Dogajanje bo potekalo v našem novem salonu zdravja in sicer zjutraj od 10. do 18. ure. Gostje bodo lahko se udeležili različnih delavnic, kuharskih tečajev na temo priprave zdravega napitka, zdrave sladice. Šli bodo lahko na ogled zdravilišča, se ustavili na stojnici Zavoda za zdravstveno zavarovanje Murska Sobota, Zdravstvene zavarovalnice Vzajemna. Z nami bo tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje iz Murske Sobote in pa naši najbolj srčni sosedi, to je podjetje Dosor. K sodelovanju smo pa letos povabili tudi Zdravstveni dom iz Zgornje Radgone, ki pa bo prikazal osnovne napotke, kako oživljati v primeru, če prijemo do tega trenutka, da bomo pač morali komu nuditi svojo pomoč. Potem v samem salonu zdravja bodo potekale tudi meritve krvnega tlaka, ker vsi vemo, da so to prvi pokazatelji srčno-žilnih bolezni. Na koncu bomo prisluhnili tudi srčni zgodbi Oriane Džoto, katera jo spremlja že celotno življenje, in pa se na koncu seveda poklonili Svetovnemu dnevu srca ob koncu dneva, tam je nekje med 17. in 18. uro. Kot sem nekako dejala uvodoma, ni ta dogodek namenjen samo vašim zdraviliškim gostom. Tako je, dogodek je v bistvu namenjen tako hotelskim gostom, kot tudi vsem obiskovalcem in vsem tistim, ki nam že več kot 135 let stojijo ob strani, in ob Svetovnem dnevu srca jim želimo v bistvu se zahvaliti za njihovo zvestobo, tako da nas obiščajo, preizkusijo naše storitve in naredijo nekaj za svoje zdrave in predvsem za svoje srce. Verjetno naše gledalke in gledalce zanima, je dogodek brezplačen? Ja, tako je. Vse aktivnosti, ki so na voljo od 10. do 18. ure, so brezplačne, tako da so res vabljeni vsi, najmlajši do najstarejši, kajti pomembno je, da začnemo skrbeti za svoje srce že v ranem otroštvu in potem za njega skrbimo vse do konca. Petek bo celodnevno dogajanje, dejali ste tam od 10. do 18. Kje lahko mogoče vidijo podrobnejši program, če bi se mogoče želeli odločiti za katero določeno dejavnost ali aktivnost? Zdaj, program podrobnejši je objavljen na naši spletni strani, tako da ga lahko pogledajo vsi tam ali pa tudi na naši Facebook strani, kjer so aktivnosti res podrobno razdeljene. Smo pa naredili aktivnosti tako, da so več aktivnosti se ponovi ob različnih urah, tako da če ob določeni uri obiskovalci ne bodo mogli priti, se lahko potem enake aktivnosti udeležijo tudi kasneje. Hvala vam za te podatke. Mogoče preden še končava najin pogovor, vabilo našim gledalkam in gledalcem. Ja, vsekakor, jaz vas vse skupaj vabim, da ob Svetovnem dnevu srca naredite nekaj za svoje zdravje in svoje srce, tako da vas res vabim, da 27.9. pridete v Zdravilišče Radenci in skupaj z nami ustvarjate našo zgodbo. Prav, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in uspešno v petek. Hvala lepa. Nogometaše Mure jutri čaka nova tekma v prvi ligi Telekom Slovenije. Črno-beli se bodo v Ljubljani pomerili z Bravom, ki so ga letos že premagali. Srečanje v Fazaneriji se je končalo 4-3. Mura je v nedeljo doma z 1-0 premagala Celjane. To je bila že tretja tekma zapored, ko črno-beli niso prejeli zadetka. Kar se tiče tega, da nismo prejeli zadetka, je zelo pomembno, ampak to ni samo obramba, celotna ekipa dela ogromno z napadalci na čelu, z vratarjem na golu, tako da z tega stališča smo bili zelo tekmovalni. Tako proti Tabor Sežani kot proti Celju so se črno-beli mučili, a tekmo vseeno uspeli pripeljati do zmage. To kaže na napredek v tekmovalnosti Mure. Izredno pomeni, da kažemo karakter, da kažemo do konca želje po zmagi. Smo bili zelo tekmovalni, nismo dovolili nasprotniku razen udarcev od daleč, popolnoma ničesar. Je pa res, da smo v teh po kontra, ki so imeli, dobro reševali. Po drugi strani pa imam tudi občutek, da smo imeli na par pozicijah malo posledic za srednje tekme, ampak to ni opravičilo. Po drugi strani pa še enkrat pravim, zelo pomembno mentalni preskok v tej tekmi je bil, da smo vztrajali do konca. Jutri je na vrsti nova prvenstvena tekma. Mura gostuje v Ljubljani, nasprotnik bo Bravo. Ja, pričakujemo čvrsto poletno ekipo Brava, katera na domačem igrišču igra zelo napadalno, zelo agresivno. Če ne bomo odgovorili v isti smeri, se nam ne bo v redu. Z naše strani mora biti agresivnost, čvrstost v duelih na višjem nivoju kot danes in verjamem, da lahko prijemo do pozitivnega rezultata. Tekma v Ljubljani se bo začela ob 15:45. Te dni se začenja jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini in letala z vabami bodo vzletela tudi z letališča v Murski Soboti.
Nacionalni inštitut za javno zdravje poroča, da gre za zadnjo redno akcijo cepljenja lisic proti steklini, polaganje vab pa se bo izvajalo v 50-kilometrskem pasu ob meji s Hrvaško z višine 300 metrov s pomočjo posebej prirejenih letal. Pri nas je bil zadnji zabeleženi primer stekline pri lisici že nekaj let nazaj, to je bilo januarja leta 2013. Slovenija se je v skladu z zahtevami Svetovne organizacije za zdravje živali leta 2016 razglasila za državo prosto stekline. NIJZ pa opozarja, da je steklina smrtno nevarna bolezen in se lahko na ta način prepreči širjenje le-te. Akcijo cepljenja lisic proti steklini izvaja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki bo s položenimi vabami aktivno zaščitila populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavljajo rezervoar stekline. Vaba je sestavljena iz zunanjega ovoja, se pravi vabe, ki je namenjena privabljanju lisic, in kapsule s cepivom, ki vsebuje oslabljen virus stekline. V času cepljenja proti steklini je potrebno upoštevati naslednje. Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisic. Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v najbližji gozd, grm ali v smeti. Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom, ker se vsak tak stik s vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle živali in nemudoma obiščite najbližjo ambulanto. Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih in izogibajte se stikom s potepuškimi ali divjimi živalmi. Danes od polnoči naprej bomo za dizel in bencin odšteli več. Poglejmo, za koliko so se zvišale cene pogonskih goriv. Zadnji pretresi na naftnem trgu se od polnoči poznajo tudi na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 3 cente in bo v prihodnjih 14 dneh stal 1,289 evra, liter bencina pa je dražji za 2,8 centa in po novem stane 1,276 evra. Podražitev je pričakovana posledica pretresov na naftnem trgu, ki so sledili nedavnemu napadu na največjo savdsko rafinerijo, za katero krivijo Iran, ki pa ne sprejema odgovornosti. Po napetostih v Perzijskem zalivu so se cene nafte zelo zvišale, nato pa je prišlo do stabilizacije razmer. Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah sicer določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o gradnji zidu, ki bo hkrati obramba in turistična atrakcija. O čem je govora, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri dopoldne se bo od zahoda pooblačilo. Popoldne bo pretežno oblačno, dež bo zajel kraje na zahodu in se do večera razširil nad večji del Slovenije. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 19 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 17, v Murski Soboti 18, v Lendavi in Radencih pa 19 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo od zahoda pooblačilo. Popoldne bo pretežno oblačno, dež bo zajel kraje na zahodu in se bo do večera razširil nad večji del Slovenije. Zlasti na zahodu lahko nastane tudi kakšna nevihta. Ob morju bo zapihal šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj, najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 10 stopinj, dnevne pa okoli 22 stopinj Celzija. V noči na četrtek bodo padavine ponehale najkasneje na jugovzhodu. V četrtek zjutraj se bo delno razjasnilo, čez dan bo sončno.
V petek bo precej jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Zapihal bo jugozahodnik, toplo bo. Temperature v naših krajih se bodo gibale od 10 do 13 stopinj dnevne, pa okoli 22 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Z nami bodite tudi jutri, ko bo z vami Smiljan Kuhar. Nasvidenje.